Ko dobimo izvid od nevrologa ali pa izvid iz bolnišnice in pregledujemo karton, bolniki, ko imamo multiplo sklerozo, je tam omenjena ena ocena EDSS. Kaj pomeni ta ocena za nas, ko imamo multiplo? Se pravi, ocena EDSS, zdaj je to angleška kratica, Expanded Disability Severity Scale, se pravi, je lestvica, ocena na nek način z naše, rečemo tudi Kurzgeva lestvica iz preteklosti, ker je pač po avtorju, je tista, ki nam nekako za številko izrazi nevrološko prizadetost. Kar je posebnost te lestvice seveda je, da so jo z leti že od samega začetka uporabljali in seveda tudi razvili za nekako bolnike, prirejeno je bolnikom z multiplo sklerozo, samo pri tej bolezni jo uporabljamo. In so vse tudi raziskave vključevale. In dejansko je to ocena, ki za številko dokaj dobro oceni, kakšna je prizadetost bolnika, ima pa ocena tudi na nek način svoje pomanjkljivosti in rečemo, da je neka taka groba ocena nevrološke prizadetosti, kar nekaj detajlov morda ne zajame, zajame pa v grobem to, da vidimo, da je recimo tam pri ocenah, lestvica je v razponu od 0 do 10, ker je 0 brez vsakršnih tudi nevroloških simptomov in znakov, oziroma brez vsakršnih znakov bolezni, pri 10 je pa v bistvu smrt zaradi multiple skleroze. Ampak ker ta lestvica zajame različne ocene, vemo, da je tam v prvih, recimo do 3, so to ocene več ali manj nevrološkega pregleda, ki se vidijo kot neki nevrološki izpadi, mogoče na blažja oslabelost. Pri ocenah do 3 več ali manj nekako bolnikova funkcija ni ovirana, rečemo. Se pravi, to bolniki sicer lahko imajo neke težave, ampak niso pa zaradi tega funkcionalno manj zmožni. Seveda je tam pa nek mejnik, recimo ocena 5, ker se dejansko začnejo težave shojijo tudi do te mere, da recimo pri 6,5 potrebujejo odporo, stalno oporo, bergle palice. Potem je seveda tudi uporaba vozička pri ocenah 7, 8 potrebna, pri 9 so vezani na posteljo, se pravi nepokretni. Tako da pravim, to so ocene, tako kot vidite, tukaj ni enakomerna, mi rečemo, da ni linearna, ampak dejansko pa odraža sploh v začetku, tam v ocenah do 5, 5,5 recimo, predvsem težave, ki jih najdemo v nevrološkem statusu. Potem te ocene 5, 6 pomenijo težave s hojo, da so tam že očitne težave s hojo in nam dosti pove razdalja, ki jo zmore bolnik prehoditi. Tako da zaenkrat je ta ocena potrebna tudi pri nas zaradi tega, ker nam skozi čas pokaže, koliko se spreminja. Vemo, da je v zagonu lahko slabša in se potem tudi popravi, se pravi, ni vedno taka ocena, ampak skozi čas, pa če ta ocena v bistvu napreduje, je to že lahko neki znak, rečemo tudi napredujoče oblike bolezni.